Šlo je, oziroma gre danes za povratni obisk kitajskega obrambnega ministra na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kitajsko iz leta 2007, ko so se začele bolj intenzivne vojaško sodelovanje in pa seveda sodelovanje na obrambnem področju. Je v letu 2011 na uradnem obisku bila moja predhodnica, gospa ministrica Ljubica Jelušič. Že takrat je obrambno ministrstvo povabilo obrambnega ministra Republike Kitajske na povratni obisk. Ta povratni obisk se je, kot veste, zgodil danes. Bil je že v preteklem letu, kot se spominjate, verjetno prolongiran. Takrat zaradi, bi rekel, njihove odločitve, da v času obiska Dalajlame ne bodo obiskali Slovenijo. Torej, vesel sem, da so kljub temu se odločili, da Slovenijo obiščejo. V današnjih bilateralnih pogovorih sva zmenjala predvsem stališča, ki se dotikajo izobraževanja. To je tisto področje, kjer v bistvu najtesneje sodelujemo z kitajsko vojsko. Gre za usposabljanje nekaterih naših častnikov, ki so že bili na vojaški akademiji oziroma šolah na Kitajskem v Pekingu in pa šolanja njihovih predstavnikov, posebej v našem večnacionalnem centru za gorsko bojevanje v Bohinjski Beli. Njihov interes je bil posebej na tem področju tudi v prihodnje sodelovati v tem večnacionalnem gorskem centru. Deloma imajo interes sodelovati tudi v naših jezikovnih šolah na Ajševici. Mi pa seveda imamo interes po bilateralnem sodelovanju bolj na tem častniškem področju, kot sem dejal, v njihovih častniških šolah. Glede ostalih točk so se dotaknila njihove žgoče regije, to je azijsko-pacifiške regije. Tam je bilo naše stališče oziroma moje stališče tako, da bodo morali pač njihove spore oziroma aktualni spor med Japonsko in Kitajsko glede teh nenaseljenih otokov reševati tako kot do zdaj, to se pravi na miren način z bilateralnimi dogovori. General je na obširen način predstavil zgodovino. Tako bi rekel, osvojitve teh otokov kot vsega, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni in seveda njihovo stališče, zakaj te otoki pripadajo Kitajski. Seveda to ni najino področje, ampak glede na to, da gre za varnostno vprašanje, general to posebej izpostavil. Jaz sem posebej izpostavil Kosovo, torej del, kjer ima Slovenija zelo velik interes, naše sodelovanje večletno na Kosovu, naše dobro sodelovanje z obema entitetama, tako srbsko kot z kosovsko, in pa seveda naše izjemno dobro sodelovanje tudi z obema državama, tako Srbijo kot s Kosovom, in pa seveda naše načrte, naše prognoze, da bo v vsakem primeru tudi Kosovo, ta severni del Kosova, treba rešiti na diplomatski način, kljub temu, da je seveda bila potrebna ta operacija na Kosovu, bo v končni fazi potrebno zadevo rešiti na diplomatski ravni. Jaz v prvi fazi računam predvsem to, da bo več kitajskih udeležencev v naši gorski šoli v Bohinjski Beli. Obljub tudi ministru nisem dajal glede našega prisostvovanja oziroma udeležbe v njihovih šolah, glede na to, da smo relativno precej finančno omejeni, se tega v tem letu seveda ne morem obljubljati in tudi nisem obljubljal. Računamo pa, da bi na podlagi obstoječega dogovora iz leta 2007 ta dogovor nekako nadgradili in da bi tudi ta bilateralno sodelovanje v času, ko bo krave malo bolj debele, zopet lahko te izmenjave bolj intenzivno peljali. Dejstvo je, da se v nekaterih stvarih, kar se tiče obrambnih strategij z NATO in Kitajska, gotovo razlikujejo. Se mi zdi pa, da se v tistih ključnih stvarih, kot so želja po nekem trajnem miru, po dobrobiti vsem na tistih konfliktnih žariščih, pravzaprav obe zavezništvi ali pa bi rekel eno zavezništvo in velika Kitajska gresta v isto smer. Konec koncev, kot veste, Kitajska sodeluje v kar nekaterih mirovnih akcijah Združenih narodov, formalno v Afganistanu sicer ni prisotna kot članica oziroma kot vojaška sila, je pa prisotna na drugih gospodarskih področjih, tako da mislim, da je tudi na njihovi strani iskrena želja po stabilnosti in miru v vseh koncih sveta.